S ciklom domoznanskih večerov Ljubljana v gibljivih slikah, ki jih v Mestni knjižnici Ljubljana, slovanski knjižnici, pripravljamo že 9. leto zapored, s pomočjo starejših filmskih posnetkov, s strokovnimi predavanji in tudi pogovori poskušamo obuditi in ohranjati spomin na življenje nekdanje Ljubljane in njenih ljudi. V letošnjem ciklu se bomo osredotočili na naravne in druge nesreče, ki so tekom zgodovine doletele našo prestolnico. Na prvem dogodku bomo pozornost posvetili varstvu pred požari ter ob tem spomnili tudi na 150-letnico ustanovitve prvega prostovoljnega gasilskega društva v Ljubljani. Starosta gasilcev iz središča Ljubljane, Janez Hočevar, nam bo predstavil, kako se je razvijalo gasilstvo skozi čas s poudarkom na organiziranem varstvu pred požari v mestu Ljubljana. Pred predavanjem si bo mogoče ogledati kratek vzgojno-dokumentarni film Gori, gori iz 70. let prejšnjega stoletja, za katerega je scenarij in režijo prispeval Mirko Kušar. Gasilska brigada. Nekje je izbruhnil požar. V nevarnosti so ljudje, ljudsko premoženje, živina, gozdovi. Alarm! Požar v tovarni Zmaj, Šmartinska cesta. Alarm! Požar v tovarni Zmaj, Šmartinska cesta. V proizvodnem oddelku gorijo polizdelki. Gasilci so dobili sporočilo o požaru in že v nekaj sekundah so pripravljeni za akcijo. Vrata garaže se hitro odpro, gasilski avtomobili hitijo na kraj nesreče.
Končalo bi se lahko huje. In kdo bi bil kriv? Telesna kazen je tu rezultat nepravilne vzgoje staršev, medtem ko je glavni in edini krivec ostal nekaznovan. Prav lepo pozdravljeni, moje ime je Janez Hočevar, sem član Gasilskega društva Ljubljana mesto, ki letos praznuje 150-letnico. In naprošen sem, da povem nekaj o gasilstvu v Ljubljani. Težko je govoriti o gasilstvu v Ljubljani, ker gasilstvo je vezano na mnogo širše. Morda bomo skozi ta razgovor spoznali, da se je Ljubljane dotaknil tudi kitajski zid in še marsikaj drugega skozi vso zgodovino, ko se je razvijalo. Gasilstvo je povezano z bližnjo in daljno okolico, tako z uporabo različne gasilske tehnike, orodja, opreme, kot tudi z organizacijo. Prvo vprašanje, ki se pri tem pojavi, je, kako je pa človek spoznal ogenj. Tista zgodbica, da je udarila strela, da je zagorelo in je potem prav človek spoznal, da je pečen zajec veliko boljši in okusnejši kot tisti, ki še teče po gozdu, se je začela uporaba ognja. Strela udari z neba, zagrmi, človek se ustraši in prav ljudje so se prav gotovo tega pojava bali. Nastale so razni miti, legende, božanstva. Torej, to se je spreminjalo skozi zgodovino. Marsikaj pa je še ostalo. Ali sodobni človek danes v tako visoki stopnji tehnologije, kot jo imamo, ima kaj drugačen odnos do ognja? Vprašanje. Še vedno kurimo kresove in ogenj častimo na nek božanski način. Plešemo okrog njega, se veselimo. Samo spomnimo se, poglejmo, kako je z olimpijskim ognjem. Način prižiganja, prenos in tako naprej. To je ritual. Tudi kamin v dnevni sobi, ja, to mora biti, ne? Ampak to je živ ogenj, ljudje smo radi ob njem. Je pa ogenj tudi sovražnik. In s tem se srečujemo vsak dan, na več načinov. Težko je govoriti, kdaj, kako nam je ogenj prijatelj, kdaj nam je sovražnik. Vendar gasilstvo je nastalo s pojavom ognja. Najstarejšo uprizoritev, podatke, ki so resni, ki jih lahko datiramo, je 850 let pred Kristusom, je nastal v kraju Ninive alabasterni relief v neki palači, ki prikazuje prvo gašenje. Napadalci napadajo mesto, branilci mečejo na napadalne stolpe goreče bakle, napadalci pa te bakle z zajemalkami gasijo z vodo. Prvi prikaz gašenja 850 let pred našim štetjem. Morda boste rekli, kaj nas to se tiče. Leta 6 pred našim štetjem je bil prvi opisani veliki požar v antičnem Rimu. Z nami nima veze. Rim, Rimljani, kje je to zdavna zgodovina? Vendar, ta požar je gasilo 600 sužnjev. Požar niso uspešno pogasili. Veliki del Rima je zgorel. Tukaj se pa srečamo z pojavom gasilca. Suženj ni imel interesa gasiti. On je bil nezainteresiran. In takoj po tem požaru so zamenjali sužnje z osvobojenimi sužnji in pa usluženimi legionarji. 3000 do 3500 mož je imel Rim.
izvežbanih, opremljenih, pripravljenih za gašenje in tudi zainteresiranih. Kljub temu je leta 1964 v požaru, ki so ga pripisovali Neronu, pa je zgodovina to ovrgla, 2/3 Rima zgorelo. Rimljani so imeli zelo natančno organizirano gasilsko službo. Rimski gasilec je imel čelado, enako kot legionar. Imel je oprsnik, fatiran debo, da ga je ščitil pred sevajočo vročino, na ramenih je imel pa precej široke zaščitne ploskve iz usnja, da ga je ščitilo pred padajočimi predmeti. Imel je tuniko, vemo, rimska tunika je imela kratke rokave, gasilska je imela dolge, torej da ga ni peklo. Namesto sandalov je imel škornje, torej spet zaščita pred vročino in pa potem seveda orodje po funkciji. Posebej moramo pomeniti, da je imel okrog vratu ruto. To ruto je uporabil kot zaščito pred dimom in si jo je navlekel čez nos in usta, in z ruto se bomo še kasneje srečavali pri kakšnih drugih kasnejših gasilskih opremah. Rimski gasilci so imeli točno določene funkcije, kaj kdo dela. Bili so vodonosci, ki so z vedri nosili vodo na kraj požarišča. Bili so rušilci, ki so rušili, podirali tiste dele stavbe, po katerih bi se lahko požar prenesel. Bili so brizgalničarji, posebej usposobljeni za delo z brizgalnami. Posebna funkcija je bil svetilec, ki je v nočnem času moral z baklo svetiti, da so videli po ulicah odnositi vodo, se gibati in na požarišču. Rimljani so zelo veliko gasili z mokrimi krpami. Ali so imeli približno tako kot metlo, na meter pa pol dolgem ročaju, privezano, pribito, pritrjeno cujno, ki jo je potunkal v vedro z vodo in je s tem tepel po ognju. Bili so vozniki, plezalci, posebej usposobljeni, reševalci, torej zelo natančno razdelane funkcije. Iz rimskih časov je ostala še zmeraj zadeva, ki jo danes uporabljamo, to je požarni kavelj. Pertika. Sekera gasilska, taka kot jo uporabljamo danes, je bila v rimskih časih, torej nič novega. Zanimivo je, da je med drugo svetovno vojno zaščita pred letalskimi napadi Luftschutz imel v svojih navodilih, priporočilih ravno tako na palico privezane cujne, ki so jih močili in so z njimi tepli po ognju. Saj ni bilo veliko časovne razlike, ne 2000 let, ampak igrača je bila enaka. Gasilska sekera, dolabra, iz rimskih časov, je enaka gasilski sekeri, ki jo danes uporabljamo pod IN 14900. Nekaj let nazaj sem pa zasledil en prospekt neke nove firme, meni neznane, Ikonos, ki pa prodaja ravno tako oblikovano sekero, kot so imeli Rimljani. Namreč krivi zob zadaj zelo pomaga pri lomljenju vrat. Zakaj pa se sploh ukvarjamo z Rimljani? Ja, Emona je bila pravzaprav v središču rimskega cesarstva. In smo bili del rimskega cesarstva. Danes, ko gremo po Ljubljani, srečamo sledi Emone kjerkoli, od Zvezde do Rimskega zida, torej skratka, to je del naše Ljubljane. Kar se tiče rimskega gasilstva na naših dneh, vemo, da leta 205 je imenoval rimski cesar Septij Sever v Flaviji Solvo, to je pa Lipnica pri Gradcu, to je med Gradcem in Mariborom kraj, 100 meščanov
za gasilce. Vemo, rimska vojaška struktura je imela centurijo, 100 mož, danes bi bila to četa. Flavija Solva je imela 2 do 3 tisoč prebivalcev. Če iz tega potegnemo, da je imela Emona do 5 tisoč prebivalcev, bi imeli v Ljubljani, v takratni Emoni, 200 gasilcev ali po rimskem vojaškem ustroju manipel. Ptuj, znatno več, saj Ptuj je imel, Petovijo je imel tam 10 tisoč prebivalcev. Nenadoma so se pojavili daleč v Aziji Huni. Mongolsko nomadsko ljudstvo. Iz Mongolije so se s svojimi vojnimi pohodi širili v vse smeri, bili so velika nadloga. Kitajci so to zadevo enostavno rešili, postavili so kitajski zid. Zaradi tega so Huni namesto v Kitajsko udarili v Evropo preko Madžarske, po vsej Evropi, plenili, rušili in bili bič božji. Kitajski zid je povzročil to, da so Mongoli udarili v naše kraje pod Atilo, svojim legendarnim vladarjem. Rojen je bil tam nekje okrog leta 406, umrl je 453. Tukaj bi lahko še šli pripovedovati zgodbo o njegovem pokopu, da so ga pokopali na dnu Donave, s tem, da so Donavo preusmerili, da je bil grob skrit, da ne bi kdo ga onečastil. Ampak drugo, kar je, vzklik Attila Anteportas pomeni, da smo v zelo veliki nevarnosti. Še danes ga uporabljamo. No, in med tem svojim divjanjem po Evropi, eno leto pred smrtjo je Attila udaril tudi v Emono, jo je porušil, uničil in prebivalci Emone so zbežali, šli so v Istro, ustanovili novi grad, na kraju Emone pa ni ostalo ničesar, nekaj izkopanine so, kaj natančnega pa ne znamo v tem času povedati. V 6. stoletju pridejo na to območje Slovani, imajo lepo urejeno družbo, zagotovo se naselijo tudi na griču Ljubljanskega gradu, na Grajskem griču, idealni pogoji, Ljubljanica, voda, grič za obrambo, okrog ravna polja za pridelavo hrane, boljše biti ne more. Kaj natančnega o tem ne vemo, lahko samo predvidevamo. Vendar te majhni, prijazni ljudje imajo veliko močno državo Karantanjo pod kraljem Samom, knezom Samom, uvedejo ritual volitve svojih vodij. Poznamo, kako se je volilo karantanske kneze, poznamo ritual ob knežjem kamnu, vojvodski prestol, vse to nam je znano in to je zadeva, ki jo je videl Thomas Jefferson, prebral o tem in na podlagi tega napisal Ustavo Združenih držav Amerike. Vse z naših krajev. No, da je pa Ljubljana kot mesto, kot kraj, omenjena je pa 1112, ko so nekemu Rudolfu iz Tarseta podarili neke parcele pri Ljubljanskem gradu. Omenja se Ljubljana, Ljubljana, Laibach. Nemška beseda Laibach naj bi izhajala iz Laubach, torej len, mlačen, počasen, Bach potok in Ljubljanca je resnično počasna, lena reka. Se ima svojega izvira do izliva na razdalji 30 km, samo 10 metrov padca. Ljubljanica zelo redko kdaj zamrzne, ker je mlačna. Vendar je pa
z grajskim gričem bila idealna, da se je med grajskim gričem in Ljubljanco začelo razvijati naselje, ki je pa leta 1220 dobilo mestne pravice. To pomeni, da so lahko gradili mestno obzidje za obrambo pred napadalci. In tako je imela Ljubljana dva mostova čez Ljubljanco, zgornji in spodnji. Zgornji most je bil tam, kjer je danes Šuštarski most, spodnji most je bil pa na mestu današnjega Tromostovja. Mesto je obdajalo obzidje, ki je imelo 5 vrat. Bila so Karlovška vrata, malo tam pri portalu predora pod gradom. Bila so vodna vrata, kjer so prihajali s čolni v mesto. Bila so gornja vrata na mestu današnjega Šuštarskega mostu, pod Trančo, tam, kjer je najkrajša razdalja med grajskim gričem in Ljubljanco. Bila so Špitalska vrata pri današnjem Tromostovju. Na notranji strani obzidja je bil mestna bolnica, Špital. Na strani Prešernovega trga je bila pa posebna stavba, ki so jo rekli kruharna. Iz gasilskega stališča gledam to tako. Naredili so stavbo za peko kruha, v kateri se je pa kuril, izven mestnega obzidja za vsak slučaj, da če zagori, da zgori pred mestom, ne v mestu. In pa bila so Šempetrska vrata, da ne vem, kaj ne rečem, pri Vodnikovem hramu, na zgornjem vogalu glavne tržnice. To so bila najmočnejša, najbolj utrjena vrata. Imela so 2 stolpa, en je bil na eni strani prekopa vodnega, drug na drugi. Vodni prekop je šel pa od Ljubljanice pa vse do spodnje postaje žičnice oziroma vlečnice na grad. To so kasneje zasuli. Vmes je bil most in so bila kar izredno močno branjena vrata. V srednjem veku je bila problematika varstva pred požarom dost zapletena. Zaradi mestnega obzidja so bile parcele, je bilo gradnja v mestu zelo draga. Mesto je bilo zelo utesnjeno. Gradili so iz materialov, ki so bili lahko gorljivi. Strehe so bile veliko pokrite z skodlami, torej požarnih zidov niso poznali. Tako je bil vsak požar, ki je nastal v mestu, tudi katastrofalen. Zelo hitro se je razširil. Požar, začetek požara so zelo pozno odkrili. Uporabljal se je odprt ogenj. Efektno gašenje je bilo zelo pomanjkljivo. Pomanjkljiva je bila oskrba z vodo in tako naprej. Temu so sledili ukrepi, preventivni, fino. Požarni let iz leta 1676 za Ljubljano določa, omejuje količine gorljivih materialov. Vsak gospodar ima lahko pod zidanim obokom en voz drv, en voz sena, torej za zmanjševanje gorljivega materiala. Prepovedano je bilo kurjenje po noči. Čisto enostavno. Ko je potepinski zvon, ki je klical meščane domov, ker so se pol ure potem zaprla mestna vrata in izčer nismo več ne ven, je bilo prepovedano kurjenje. Treba je bilo na vseh kuriščih žarjavca zbrati, jo pokriti s pepelom in lončeno skledo in je to bilo do naslednjega jutra, kjer so ta ogenj spet razpihali. Prepovedali so uporabo odprtega ognja za sveče. Torej, sveča ni smela se uporabljati, ni se smela uporabljati trska, samo zaprte svetilke. Spodbujali so uporabo težje gorljivih materialov, zlasti za pokrivanje streh.
Začeli so uvajati požarne pregrade, nekaj požarne zidove. Kljub temu je bilo še zmeraj zelo problematično. Če se danes prehodimo po Ljubljani, po Gornjem trgu, je 5 stavb, zelo starih, verjetno najstarejših v Ljubljani, ki imajo sleme pravokotno na os ulice. Če te hiše pogledamo, vidimo, da nimajo požarnih zidov, vsaka stoji zase, vendar je med njimi 50 do 80 cm razlike. To je proti ulici celo zaprto z nekimi zički pa vratci, vendar če pogledamo, kap ene hiše sega čez drugega, torej grejo stavba na stavbo, če je to zagorelo, to je bilo za podkurt pripravljeno. Tudi po mestu, če gremo po Starem trgu, pa po Mestnem trgu, pa po Ciril Metodovem trgu, hiše proti Grajskemu griču imajo veliko teh preduhov, ki naj bi bili tisti, ki varujejo pred požarom, vendar ni bilo efekta. Tudi ozke ulice. Če gremo po Stari Ljubljani, koliko je ozkih ulic, kjer grejo trije vštric, zelo težko. Potem imamo v Ljubljani stvari, kot je recimo Semeniška knjižnica. 30. maja 1701 ustanovljena. Kaj je bilo tam noter? Nobene peči. V knjižnico se je vstopal samo pri dnevni svetlobi skozi okna, brez sveč. Edina preventiva, ki je bila takrat možna. Je pa nekaj. Semeniško knjižnico strope je poslikal Giulio Quaglio, isti slikar, ki je poslikal strop Ljubljanske stolnice. Strop Ljubljanske stolnice so renovirali, so restaurirali 3-krat v teh 300 letih. Freske v Semeniški knjižnici so originalne, nedotaknjene, nezasajene in tako naprej. No, se je pa svet ukvarjal s požarno varnostjo. V tem času imamo na Dunaju, že prej, 1686. Dunajskega požarnega hlapca. Dunaj, bogato mesto, je imel že v začetku 12 gasilskih hlapcev. Opremljeni so bili s klobukom, usnjenim predpasnikom, imeli so belo srajco, telovnik, pumparce, posebej je poudarjen rdeče nogavice in črne čevlje z zaponko. Orodje pa po funkciji. 1780 najdemo v Strasburgu požarnega mojstra. Ima kovinsko čelado z usnjeno zaščito tilnika, ima usnjen predpasnik, ima srajco, pumparce, nogavice in pa čevlje ter orodje po potrebi. Varnostni ukrepi so bili od kraja do kraja različni, pod črto, če pa pogledamo, pa povsod enaki. Med drugim, če je prišlo do požara, je moral župan, mestni sodnik in najuglednejši mestni svetovalci takoj na mesto požara, da so s svojo uglednostjo in veljavnostjo lahko brž ukrenili vse potrebno. Jasna navodila. Če smo že izvolili župana, ne imamo tudi nekaj od njega. Mestna vrata so se zaprla, straža se je podvojila. Zdaj ne vem, je to pametno ali ni. Če si imel zaprta mestna vrata, je bilo težko bežati. Beg je pa eden od načinov reševanja. Ne? Po cehih, po združenih obrtnikov so bile jasno določene zadolžitve.
kaj mora kdo v primeri požara narediti. Opekarji in mlinarji so prevzeli požarne mačke, greble in lestve, to je bilo shranjeno na magistratu. Kdo je pa to uporabil? Dimnikarji, zidarji, tesarji in kamnoseki. Poklici, ki lezejo po strehah, po odrih in so vajeni dela na višini. Zelo logično. Zlatarji in dragolarji so morali varovati rešeno lastnino. Ja, kdo se pa spoznal, kaj je vreden, če ne te? Kovači, kleparji, ostrogarji in nožarji, to so pa poklici, ki so vajeni biti blizu ognja. Kovač je stalno pri kurišču, ravno tako so bili takrat kleparji, ostrogarji, ključavničarji. Ti so se lotili gašenja, ker je bil vajen, da ga je malo grelo. Za Ljubljano je posebej zapisano, da so Trnovčani dolžni iti na magistrat, po tam obešena vedra in nositi vodo. Peki so namočili, Ljubljana je imela 4 hodnične plahne, torej platnjene velike rjuhe, so jih namočili v Ljubljanco in pokrili po sosednjih strehah, da so bile mokre, in to so morali stalno polivati z vodo, da se ogenj ni prijel. Vozniki in hišni hlapci so morali skrbeti za prevoze, pomočniki in rokodelski vajenci so morali pomagati pri požaru ali pa so bili ob enotedenski zaslužek. Vsaka hiša je morala dati žensko ali deklo s škafom, da je vodo nosila, če ne, je bil spet pomp. Dej, če kdo ni hotel sodelovati, je pa zapisano, za hitrost in požrtvovalnost so bili denarno nagrajeni meščani, ki so se izkazali. Tisti, ki se je neupravičeno izmigal v sodelovanju pri gašenju požara, pa je bil kaznovan na telesu in premoženju. To se pravi, da so ga malo pributali, pa še kazen ne mogel plačati. Zelo enostavno. Velik problem je bil odkrivanje požarov. Zato so bili v nočnem času v mestu požarni čuvaji, to je bil možakar, značilno ga vidimo, narisan ga mnogokrat v pelerini s klobukom, helebardo in svetilko, da je hodil po ulici, po mestu, gledal, da ni kje zagorelo. Ravnalec ure v grajskem stolpu je pa opazoval. V gradu, v stolpu, je bil poseben prostor, kjer je bil možakar, ki je gledal po mestu in če zagledal dim, ogenj, je dal alarm. V nočnem času je moral ravnalec ure oziroma ta opazovalec vsako polno uro, ko je grajska ura bila, z roko tolikokrat udariti po malem zvonu, kolikokrat je udarila ura. Čuvaj v mestu je moral pa zapeti, koliko je ura, in tako je bila neka kontrola, da sta budna. Opazovalec v gradu se je hranil do začetka 2. svetovne vojne. Skozi okna je opazoval in najprej, če je prišlo do požara, če je opazil sumljiv dim ali kaj podobnega, je udaril plat zvona, torej s kemblom samo na eno stran zvona, kasneje so pa postavili na grad kanone, topove, s katerimi je ustrelil. In sicer je bilo čisto jasno določeno. 1 strel, požar v okolici mesta. 2 strela, požar v mestu. 3 streli, požar na mestni lastnini. Nekje se omenjajo celo 4 streli, kar naj bi bilo požar na cesarski lastnini. Ampak v mestu ni bilo cesarske lastnine, razen ene smodnišnice. Torej, to je bilo zelo jasno in to se je ohranilo do začetka 2. svetovne vojne,
Ja, pa ne moram biti zloben. Da si zamislite med italijansko okupacijo, da bi sred noči s kanon ustrelil z gradu, ne. Kakšna katastrofa bi to bila. Za Ljubljano imamo opisan prvi požar 1371. Takrat je pogorel Gornji trg, Stari trg, Mestni trg, Magistrat, jasno, in predtem nimamo nobenih podatkov, če je vse zgorelo. Tako da je to prvi opisan požar. Potem so pa se sledili požari na 8 do 10 let, taki resni, in mestno vodstvo je grozilo, kaznovalo, dajalo navodila, pomagali je pa bolj malo, tako kot danes. Isto je bilo, zdaj, da se ni spremenilo. Med bolj takimi zanimivimi požarimi moramo omeniti požar 16. septembra 1660. Zdaj, sam ne vem, a nekaj prištevamo med srednjeveške požare. Saj smo že čist na koncu srednjega veka, ne? Ampak verjetno ga lahko. Takrat je strela udarila v Senik, ki je stal tam, kjer stoji danes cirkus Svetega Florijana. Smodnik je zagorel, hud veter je pihal, tiste kose snope gorečega se naj nosili po grajskem griču v smeri gradu, da po bočju je stala pa cesarska smodnišnica. In ljudje so se strašno bali, da bo prišlo do požara v smodnišnici, bežali. K sreči se je ulila ploha, požar pogasila. To se vidi, kako je bilo to organizirano gasilstvo, ne, ploha je bila bolj efektna. No, in potem so se Ljubljančani zaobljubili v zahvalo, ker ni bilo do katastrofe prišlo, da bojo na tem mestu postavili cerkev v zahvalo Svetemu Florijanu, gasilskemu patronu. 12 let je trajalo, da so začeli delati. Torej, tudi takrat smo imeli več obljub kot dejanj. Drug tak hud požar ali pa dogodek, vezan na ogenj, je 28. april 1686. Takrat je pa strela udarila pa v tisto smodnišnico, za katero so se bali, da bo zgorela. Smodnišnico je raznesel. V kronikah piše, nobena peč v mestu ni ostala cela, šipe so bile zdrobljene, vrata te smodnišnice so pa našli naslednje dni daleč na polju izven mesta. Kaj je takrat bilo daleč, ne vem, ampak uničenje je bilo. Na mestu te smodnišnice stoji danes hiša, ki jo Ljubljančani starejši poznajo pod Osoje. Tam je bila dolg časa gostilna, no danes je pa hiša in baje ima ta hiša do prvega nadstropja zidove te smodnišnice. Kako to piše v arhivih, smodnišnico je razneslo v celoti, potem ti pa do prvega nadstropja zidovi ostane, da gor gradijo. In tako se je svet razvijal naprej, vendar 1765 je James Watt izumil parni stroj. Začela se je industrijska revolucija. 1773 začnejo graditi Grubarjev prekop. Leta 1765 James Watt naredi parni stroj, 1774, 9 let zatem, že v Angliji izdelajo prvo parno gasilsko črpalko. Torej, zelo hitro smo pobirali. 1776 prva črpalka v Leipzigu. Torej, kot tehnik moram reči, da so te črpalke čudoviti tehnični izdelki. Z izumom parnega stroja se začne industrijska revolucija, 44 let zatem pa Francozi zasedajo naše kraje. Francozi. Vendar Pariz ima 1786 gasilca, ki ima čelado,
vratno ruto. Upam, da se je vsaj opralo na rimsko, da ni bila še takrat. Plašč, jopič, jahalne hlače, kamaše, čevlje. Če pa pogledamo par let kasneje v New Yorku, gasilca je pa skoraj tako današnji. Ima usnjeno čelado, ima srajco, hlače, škorne. In pa seveda rutko. Ilirske prevince pomenijo ukinitev fevdalizma in pa cehov. Temu sledi Metternichov absolutizem, sledi Marčna revolucija in Bachov absolutizem. V času Marčne revolucije Karl Metz, ustanovitelj in lastnik strojne tovarne v Heidelbergu, izdeluje gasilsko orodje in opremo, izjavi: opravljanje gasilske dolžnosti je enako vojaški službi. 1848 sredi Nemčije nekdo izenači gasilce z vojaško službo. Vemo pa, kako so v tem času Nemci cenili vojaško službo. 1848 pripelje v Ljubljano prvi vlak, 1949 dajo v uporabo ljubljansko železniško postajo, Ljubljana postane vodilno mesto na Kranjskem in se začne zelo močno razvijati. In industrijsko, in kot urbanistično. 25. avgusta 1858 zagori cukrarna ob Ljubljanci. O tem požaru imamo časopisna poročila. Gorela je teden dni. V Ljubljanico je iztekal sladkorni sirup, tako da je Ljubljanca tekla vsa rjava in sladka. Ja, majčkeno novinarsko, ne. Pri 120 kubikih na sekundo, kolikor je pretok Ljubljance mimo cukrarne, ne vem, koliko sirupa bi moral zliti, da bi bila sladka, ne. Ampak to je bil pa požar, ki je pa sodo izbil dno, in takrat so se mestni svetniki zelo razburili, ker je bilo gašenje neuspešno. Namreč cehov ni bilo več, zadolžitev po obrteh za gašenje ni bilo več in je zadeva ušla iz rok. Takrat je imela Ljubljana 7 brizgarn, 13 voz za prevoz vode, 16 lestov, 21 sekir, 14 svetilk in 9 čebrov. Tako. Ljubljana je imela takrat 900 hiš. In tako je bilo treba nekaj narediti. Vendar, če pogledamo po Evropi, 1860 je imel Berlin organizirano gasilsko službo. Gasilec v Berlinu je imel čelado, jekleno, plašč, na katerem je imel plaketo. Rimski gasilec je imel kratek meč, gladius, znak oblasti. Tudi ta gasilec v Berlinu je imel plaketo, kar mu je dajalo določena pooblastila. Hlače iz platna, čevlje in pa orodje, kakršno je prišlo. V istem obdobju so bili v Torinu zelo lepi, kapa z čopom, epolete z resicami. Ja, tudi to je bilo, ne? Bili so bolj lepi kot defektni. 1885 se je v Parizu pojavila nova oblika gasilca, predvsem z novo čelado, model 1885. Ta gasilec je že kar sodobno opremljen, vendar ta čelada 1885 je pa še zmeraj tradicionalna francoska gasilska čelada. Danes uporabljajo galet čelade, moderne, dobro zaščita, ampak za vse svečanosti je pa še zmeraj ta stara 1885.
Jasno, po svetu se je gasilstvo razvijalo, Metternichov absolutizem je nekoliko popustil svojo trdoto, Bachov sploh, in tako je 1864 v Celovcu ustanovljeno gasilsko društvo. Ustanovil ga je Ferdinand Jergič, bil je mojster za izdelavo sit. Veliko je potoval po Sloveniji, bil je zelo navdušen za telovadstvo in je pomagal pri ustanovitvi gasilstva v Ljubljani, Laškem in Ptuju in pa v ložu pri Starem trgu. Od loža pri Starem trgu se je vsa dokumentacija izgubila, ampak v Ljubljani, Laškem in Ptuju smo pa skupaj hkrati isto leto 1870 ustanovili gasilska društva. Ne mislim, da je bil Jergič veliki dobrotnik, on je bil zastopnik firme za izdelavo gasilskega orodja Karl Betz Heidelberg in več kot je ustanovil društvo, več je imel stran, ki so kupovale. Tako da tukaj je bila tudi komercialna ozadje. Jasno, obrtniki niso imeli interesa, da bi gasili, ker industrija jih je uničevala. Industrialci niso imeli kakšnega posebnega posluha za požarno varnost, ker so gledali le dobiček in zavire je bilo treba nekaj ustanoviti. Tako so pač že leta 1863 je Južni Sokol sprejel obvezo, da bo organiziral z vado fante, Turnverein nemški. Ni pokazal interesa, vendar ni bilo nič od tega. Na pobudo nekaterih mestnih svetnikov in pa župana Supana so 30. marca 1870 leta v posebni sobi gostilne Sokol sklicali gasilski ustanovni občni zbor in ustanovili gasilsko društvo ob 18:46. Vse je protokolirano v zapisnikih. Naziv je bil Freiwillige Leibacher Feuerwehr. Društvo je dobilo svoje prostore v eni dvoriščni stavbi na Magistratu. Zbralo se je 27 mož. Spet pobiram časopisje. Pri ustanovitvi 27 fantov, ki so krepko segli v žep in prispevali denar za delovanje gasilskega društva. 27. Dva sta prispevala 10 goldinarjev, to je 20 goldinarjev, ostali pa po manj in nabrali se 34 goldinarjev, torej 25 fantov je prispevali 25 goldinarjev in če to delimo, dva po 10 sta se pa le izkazala. No, naslednji dan so pa še različni meščani darovali. Izstopili so baron Kodeli, Ščinker pa Švarc industrialca po 50 goldinarjev, župan Supan 25, skupaj so zbrali pa 228, to se pravi spet ostali nič. Ustanovitev gasilskega društva je podpiral prvi načelnik Frando Barlet iz Trnovega, tapetnik in trgovec s pohištvom. Njega smatramo za očeta gasilstva na Slovenskem. Seveda, taka ustanovitev se mora tudi proslaviti, mora biti slovesnost in tako so se 26. junija 1870 ob 9. uri zbrali vsi gasilci in simpatizerji v veliki dvorani na Magistratu. To ne bi bila slovesna ustanovitev, prisega, predvsem pa obljuba, da bojo častno uporabljali svoje delo, da bojo častno delovali. Častno pa pomeni brezplačno.
Žal se je ta svečanost prekinila, kajti z gradu so zadoneli 3 streli, požar v mestni lastnini, gorel je v stavbi današnje univerze, gasilci so zborovanje prekinili, pogasili in pol nadaljevali. To se pravi, niso samo prisegli, ampak so tudi pokazali, da znajo narediti. 1870 je ustanovljeno gasilstvo v Ljubljani. 5. oktobra 1871 zagori v Chicagu. Veliki požar v Chicagu. Pogori 4 kvadratne milje, to je 10 kvadratnih kilometrov. Tako da se vidi, kako je bilo to že zadnji čas, da se je Ljubljana organizirala stvar. Imamo fotografijo gasilcev iz leta 1875, tako je vtisnjena letnica pod fotografijo, vendar mene ta fotografija zelo moti. Na tej fotografiji je 6 gasilcev v uniformah, čelade imajo, vrvi čez prsa, tako kot je bilo takrat moderno, oziroma zraven je pa navijak z gasilskimi cevmi za boj z orodjem in pa hidrantni nastavek. Ta hidrantni nastavek mene moti, namreč vodovod je bil v Ljubljani zgrajen 1890. Zadeva, ki jo ne bi moral uporabljati. Kako je prišlo do te letnice, je težko ugotoviti. Rekli smo, da bomo omenili kakšne bolj resne požare. V noči 17. na 18. februar 1887 je zagorela v takratnem mestnem gledališču. Stavba je stala tam, kjer stoji danes Filharmonija slovenska. Požar sta opazila mestna stražnika Rus in Nižanc, preden sta ona dva zagnala preplah, je pa že iz gradu ustrelil za požar. 32 ur so zgasili ta požar, kljub težkim pogojem, februar mesec, mraz in tako naprej, so rešili ves arhiv, knjižnico, opremo v stanovanju hišnika in pa njegovo družino. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev z vso razpoložljivo opremo, parna brizgalna, 3 snemljive črpalke, 550 metrov hidrofornih, 600 metrov navadnih cevi, velika lestev, mala lestev, reševalni voz za prevoz vode z golidami in pa še vojaštvo je posodilo eno snemno črpalko. Torej, zadeva je bila uspešno končana. Požar je protokoliran pod požarom številka 238 in ga še danes smatramo kot najbolj odmeven požar v Ljubljani. Imeli smo kasneje večje požare, bolj zahtevne, vendar ta je nekako ostal v spominu. Seveda, brez žrtev v gasilskih vrstah ni šlo. 26. septembra 1894 se je hudo poškodoval Ivan Indov in Franc Lipuš. Indov je 4 dni po nesreči umrl. In to on je prva žrtev. Potem so bili pa še 4 mrtvi gasilci. Vsem je postavljena na mestnem domu spominska plošča. Gasilci smo bili v Ljubljani takrat za tiste čase relativno dobro opremljeni. Imeli smo 3 gasilne vlake, Leštrejn. To je bil voz na eni osi z klopjo, pod klopjo pa skrinja za orodje in tukaj je sedel 6 gasilcev, 3 so gledali naprej, 3 so gledali nazaj. Bilo je pa tako, srednji je vodil konje. Stranska sta se držala za ograjco in srednjega držala križoma za pas, da ni dol padel. Isto so bili oni, ki so bili obrnjeni nazaj, vendar srednji, ki je pa sedel obrnjen nazaj, je imel pa na ojevtu, ki je spajal predvoz in pa voz za črpalko, pedal, na katerem je bil zvonc in je zvonil, namest sirene, namest znaka za nujno vožnjo. Potem je bil črpalniški voz, drugi,
predvoz ali pa forwagen, pa glavni voz ali pa črpalniški voz ali pa pumpenwagen sta tvorila med seboj povezano pa razdružljivo enoto, zadnji je bil pa še navijač cevmi. 3 take smo imeli, potem je bil moštveni voz, tam do 16 gasilcev se je lahko peljal. Ta voz je bil še najbolj podoben to, kar imamo danes za narodne noše voziti. Zadnji so sedeli eden proti drugemu obrnjen, pa orodje in oprema. Bil je tehnično reševalni voz Ristwagen, dvokolna mala in velika prevozna lestev in bil je reševalni voz. To je bil voz, ki ga vlekla 2 konjčka, zgoraj so sedeli 3, en je bil kočjar, 2 sta bila reševalca, imeli so bele plašče, zadnji je bila pa kišta za okni, kot vagon in tam noter so bila nosila za ponesrečica. Stari Ljubljančani pripovedujejo, da se je ta voz slišal, ko je vozil po mestu in se je ločil od drugih. Namreč bil je to prvi voz v mestu, ki je imel platišča oblečena v gumo. In se je po tlaku slišal samo udarci konjskih kopit, ni se pa slišal ropot voza, ki so ga vlekli. Ljubljanski gasilci so imeli v hlevu stalno 3 pare konj za takojšnjo intervencijo. Ko je pa bil dan strel z gradu, da je požar, so morali vsi kočijaži, ki niso imeli potnika v kočiji, to je bil taksi služba takrat, izprešti konje in prijahati pred mestni dom, da so zapregli gasilske vozove. Konji, ki so jih imeli gasilci v hlevu, niso bili konji v lasti mesta, ampak so bili najeti. Vsak dan je drug dal konje na razpolago. Ko je kočijaš izpregel konja, da bo šel zapreči gasilske vozove, tisti trenutek, ko je položil, kar pravijo vaga, vprežni drog, ko je ta padel na konju na hrbet, je bil konj zavarovan po mestni policiji. Namreč konji so lahko tudi umrli. Takrat, ko se je vozilo na požar, se konja ni nič šparalo. To se je gonil. In ko se je prišlo na kraj požara, ni bilo časa žival ohladiti, pa v krogu voditi, pa pokriti, pa zbrisati. In mu je, kot pravijo, zavrela kri, ali pa se je prehladil in je od tega umrl. Torej, zavarovanje je bilo zelo pomembno. Prvi kočaš je dobil denarno nagrado, tisti, ki pa ni prišel, ki se ni odzval, je pa lahko celo izgubil dovoljenje za kočaža. V gasilskem domu je bila vsa oprema za uprešt obešena pod stropom in se je po škripcih spustila na konje, ki so prišli k ojetu. V večjih gasilskih enotah, na primer München, so bili konji zdresirani, da ko je bil alarm, ko so se odprli boksi, so sami pritekli na svoje mesto in so se postavili in pustili uprešč. Ljubljanski gasilci smo imeli neko serijsko izdelano čelado, nemške ali pa češke proizvodnje, spredaj je bil gasilski znak, čelada, 2 sekiri, prekrižani trak in pa z črkami udarjen napis Ljubljana. 24. aprila 1895 ob 23. uri 15 minut je Ljubljano stresel znameniti ljubljanski potres. Isti dan, isto noč, do 24. ure so že gasilci rešili 10 oseb. Tukaj se nekaj vidi, odgovornost. Bili so v kraju, ki ga je stresel potres, pa so kljub temu šli upravljati svojo gasilsko službo. Zaradi potresa se je gradnja mestnega doma za gasilce malo zavlekla in pa praznovanje 25-letnice delovanja je bilo tiho in skromno. Potres je imel neke posledice, kako so organizirali od
čebrov, v katerih so ljudje živeli, do vagonov na železniški postaji. Tako da je bilo to kar zanimivo in pa še za danes poučna iznajdljivost. Že ob 10. obletnici Gasilskega društva Ljubljana je takrat 24-letni Ignacij Mrhar iz Dolenje vasi pri Ribnici v Ljubljani poveljeval slovensko. On je napisal učbenik, Slovenska povelja in tako naprej. In seveda to je bilo pa takrat precej nerodno. Bil je celo nekaj dni zaprt zaradi tega. Med Slovenci in Nemci se je pa začelo stopnjevati trenje. Gasilsko društvo se je širilo in sicer tako, da je 1895 bilo izglasovano in odobreno ustanovitev 4. čete na Barju, Firtnicu Kmarost. Iz tega se je kasneje leta 1922 razvilo Gasilsko društvo Barja. 1922. Takrat se je ustanovila poklicna enota v Ljubljani in je bilo prostovoljno gasilstvo nekako nepotrebno po takratnem razmišljanju in so se Barjani odcepili, tako da so bili samostojni, da jih ne bi ukinili. Društvo deluje še danes. Nacionalna trenja so bila v gasilstvu izredno močna. Celo razpustitev gasilskega društva je grozila. Ivan Hribar je prevzel pobudo in tako je 11. aprila 1900 zadnji zapisnik pisan v nemščini. In 21. aprila 10 dni kasneje, 1900, je prvi zapisnik pisan v slovenščini. Po ta zapisnik sta se dva gasilca, dva funkcionarja gasilska podpisala in izstopila, pa sta pa še naprej vztrajala. 1899 je bil predan v uporabo mestni dom, danes ga bolj poznamo kot Lutkovno gledališče. V njem so dobili gasilci enkrat solidne prostore, tam je bila tudi prva telefonska centrala v Ljubljani in tako naprej. Počasi so konjsko vprego začeli izpodrivati avtomobili in prva svetovna vojna je kot vse druge prizadela tudi gasilstvo. 1914 Ljubljana ni bila na fronti, bila je v zaledju, morali so pa dati del opreme in orodja v Gorico, ki je bila pa prizadeta. Gasilci so v Ljubljani imeli nalogo z reševalnim vozom prevažati ranjence, ki so jih vozili v Ljubljano z vlakom s front, do vojaške bolnišnice na Zaloški cesti, pripravljati ranjence na vlakih za nadaljnji transport in pač skrbeti za redno požarno varnost. Konec vojne je društvo kadrovsko in finančno pričakalo zelo oslabljeno. Država SHS, kasneje Kraljevina Jugoslavija, pa ni imela neke gasilske tradicije. Tako je bilo v tistem času Ljubljana centrala za gasilstvo v takratni Kraljevini Jugoslaviji. Ja, 4. maja 1920, 4. maj je pa praznik svetega Florijana. Je nastal požar na železniški postaji, v enem vagonu je gorel, je eksplodiral sod za nafto in težko so bili ranjeni 4 gasilci, Albert Žargi, Max Levec, Max Klajnček in Anton Zgonc, Ivan Prme in Košiček malo manj. Žargi je čez 4 dni v bolnici umrl. To je zadnja žrtev med gasilci, vendar ljubi sveti Florijan se pa ni izkazal. Ljubljana se razvija, potrebe naraščajo in tako se leta 1922 ustanovi
poklicna gasilska enota. 20 mož v 2 izmenah prevzamejo orodje in opremo od prostovoljnih gasilcev. Najprej je bilo tako, v garaži 2 vrata za poklicne, 3 vrata za prostovoljce, potem je pa šlo jež in lisica, 3 vrata za poklicne, 4 vrata za poklicne, prostovoljci ven, pa se jih vas na rabo in tako naprej. Opremljanje se odvija z razvojem tehnike. Leta 1930 prostovoljci razvijamo prapor. Prvo gasilno in reševalno društvo v Ljubljani. Ta prapor je narejen v stilu Art Nouveau. Narisal ga je arhitekt Janko Omahen in je res lep. Zanimiv je. Jaz ne maram svetega Florjana in zmeri trdim, da je to napačni vzor, ko sveti Florjan gleda v nebo in da nekaj gorečega zliva dol iz Golide vodo. Glej, kam zlivaš, to so me učili v gasilski šoli, ne polivi Krke v 3 dni. Ta je drugačen. Tukaj Florjan, kot stiliziran rimski vojak, drži ogenj v dlani, gleda ga, z njim komunicira, se ga ne boji, ga ne gasi, ga pa obvladuje. Ima svoje sporočilo. No, ta prapor ima svojo zgodbo. Namreč v letu 1942 je vdrl v prostore gasilskega društva italijanski poročnik in razgnal društvo. Kako se je ohranil arhiv, ne vem. Po vojni je bil najden v Dravljah, skoraj cel, manjka pa, jaz bi kar rekel, 2 škatle, ker so luknje vmes. Potem imamo ta prapor, ki ga je neki član odnesel v mestni muzej in ga je s tem rešil. Ko smo pa mi ta prapor v mestnem muzeju, namreč to so pa samo še ustna pričevanja. To so nam starejši kolegi razlagali, da so njim starejši kolegi povedali. Smo šli v mestni muzej, vprašali se, rekli, nimamo. Pa smo iskali, pa ni bilo. Potem so pa v mestnem muzeju najeli nekega starega ključavničarja, da bo tiste ključavnice na starem pohištvu popravil. On je pa vsako ključavnico popravil, pa je odprl, in v eni omari najdel prapor. Tako da danes imamo mi repliko tega praporja, ampak je imel neko čudno zgodovino. Tudi ta dogodek, vdor tega italijanskega oficirja, ni vpisan, ampak je samo ustno pričevan, namreč iz knjige dogodkov je iztrganih 5 ali 6 strani. Strani so numerirane in manjkajo. In se vidi, kaj je iz zvezka ven iztrgan. 6.4.41 razpade Jugoslavija, Ljubljano okupirajo Italijani. Ja, 6. aprila razpade Jugoslavija, 11. aprila pa Italijani okorakajo. Zmagovita italijanska vojska rabi kar 5 dni od Kalc do Ljubljane. Italijani pripeljejo med okupacijo v Ljubljano svoje gasilce iz Pule. Ti ne predstavljajo nobene izboljšave, bolj problem. Namreč Italijani imajo majčkeno drugačno orodje in opremo, majhen drugačne lestve, zato se pod njihovim vodstvom polomta obe veliki lestvi, prevozni. Barna črpalka razpade, ker pokradejo vse, kar je mesinga. Vsa medenina gre za star material. Med tem časom, ko je bila Ljubljana obdana z žico, poklicni gasilci vzdržujejo zvezo med partizani in mestom z reševalnim vozom na relaciji mestni dom
Črna vas, si prevažajo sanitetni material in tako naprej. Nemci so imeli kot okupator do gasilstva nekoliko boljši odnos. Oni so le skrbeli pa zahtevali, da se gasilci grejo gasilce in da poskrbijo. Jasno pa je, da Nemci so se pripravljali. Že leta 1933 imamo organiziran Luftschutz, proti letalsko zaščito. Naloge so bile opazovanje in javljanje, alarmiranje, zaklanjanje in pa zatemnjevanje in pa protizračna obramba. Ta Luftschutz je bil opremljen z flaki, z topovi protiletalskimi. Če pogledamo, reklamni material je zelo intenziven. Če pogledamo dejanske fotografije tistega časa, na pol otroci, je grozljivo. So pa seveda z Luftschutzom se šli tudi Švicari in vsi drugi v Evropi. Kajti druga svetovna vojna je aktivnosti vojaške prenesla iz fronte v zaledje. In imamo zelo huda bombardiranja, uničevanja in tako naprej. V času druge svetovne vojne 29. januarja 1944, torej že tik pred koncem, je padlo poštno letalo na stavbo Narodne univerzitetne knjižnice. Padlo je v območje velike čitalnice, uničenih je bilo okrog 60.000 knjižnih enot. Poročila so, da je bila knjižnica zaradi pomanjkanja kurjave zaprta in zato v knjižnici ni bilo razen enega knjižničarja nikogar. V časopisju tistega časa pa zasledimo, da je ravno takrat, ko je avion padel, prišel v knjižnico en uradnik mestne hranilnice, ki je pa prinesel neko knjižno gradivo vrniti. In ko je šel po stopnišču, je dol udaril ognjeni val in ga je zelo opekel in je 2 dni kasneje umrl. Nemci imajo v času druge svetovne vojne gasilsko policijo od leta 1936 naprej, enako vredno organizirana, oblečena, opremljena kot nemški vojaki. Se pa pojavi v tem času prva tipizacija gasilskih vozil, ki jo tudi mi prevzamemo, zlasti pa v drugi svetovni vojni pod nemško okupacijo Nemci pripeljejo v naše kraje zelo veliko svojih tipiziranih gasilskih vozil. V knjigi o gasilstvu v Kamniku beremo, Nemci so okupirali Kamnik, v 48 urah so morali vsi gasilci na Kamniškem prebarvati čelade v črn. Nemci so imeli gasilci črne čelade, da se je vedel, kdo je kdo. Bilo treba imeti vse črn. Čez 3 tedne so pripeljali nov gasilski avto, LF-16, ja, Kamenko je bila smodnišnica, med vojno se pa smodnik rablje. Oni so vedeli, kaj je treba ščitati. V nadaljevanju so odpeljali iz vsakega gasilskega društva toliko in toliko fantov v Celovec. V šolo. Po 2 tednih so prišli šolani strojniki nazaj, v nadaljnjih nekaj mesecih so dobila vsa ta gasilska društva nove črpalke. Smodnišnica je pa le zanimiva za vojsko. Podobno je bilo iz Tržičem, pa s tovarno Peko, čevlji. Vojska ne more bosa hoditi. Med drugim Nemci izdelajo v tem času za potrebe nemške vojske eno vozilo Henschel, tovorno Henschel 33. Na tega so narejene razne nadgradnje, vozilo je zelo sposobno za terensko vožnjo tudi in
Okrog 16 000 podvozij je bilo narejenih, na nekaj manj, par komadov manj kot 600 je bilo pa za gasilstvo. In to za letalstvo. Fluglehrtankfahrzeug, torej letalsko gasilsko vozilo. Kaj je bilo res, kako se je to, avto je bil grd, da bolj grd ne more biti. Vojaški kljunaš, rivc. Gasilski je imel pa spredi črpalko z 4 B izlivi. 2500 litrov vode, kar je danes smešno malo, takrat je bilo čudo tehnike. Avto je bil sposoben voziti in brizgati. Na eni strani je imel 2x20 metrov cevi, na eni strani 40 metrov cevi z direktno povezavo za gašenje s peno. Torej, čudo tehnike za tisto dobo. Eno tako vozilo so gasilci opazili na Streliški ulici in ga v nekem fantovskem pretepu, saj tako sem si jaz razlagal, kar so poročali, pripovedovali zgodbo, Nemcem vzeli gasilci. Ko se vojska umika, je agresivna ali se bojijo, ta avto je ostal v Ljubljani in je bil v nadaljnjih 18 let v Ljubljani legendarni Henschel. Ta stari gasilci so zmeraj rekli, kamor je Henschel prišel, tam je bila tema. To se pravi, si pogasil. Bil je to eden prvih vozil, ki je pripeljal vodo s seboj. In je bilo to ukrepanje tako bolj učinkovito. No, potem je leta 1963 bil z dekretom ta avto premeščen na Brnik, ker je bil letališko gasilsko vozilo. Ljubljanski gasilci so mu tisto kabino iz cerade pa iz štank predelali v lepo zaprto kabino. Danes je pa ostanek tega vozila v Ptuju, na Ptuju v muzeju. Po drugi svetovni vojni je bilo obnova porušene domovine, izgradnja težke industrije, plansko gospodarstvo, gasilstvo prostovoljno je delovalo pod okriljem Socialistične zveze, poklicno pod notranjim ministrstvom oziroma kot gasilska policija oziroma gasilska milica. Ne vem, zakaj smo tako vse nemško prevzeli takrat. Pojavil se je avtomobil narejen v Tamu, Pionir, tudi za gasilstvo se je izdeloval. Potem pa naprej tam izdeluje gasilska vozila, več ali manj posrečena. Fabrika avtomobila Priboj izdeluje gasilske cisterne, tam tudi. Zdaj pa tako, če je bila ta avto rdeč pobarvan, je bil gasilski, če je bil armen pobarvan, je bil pa komunalen. Čist nič gasilskega, to je bilo samo ker kakoli si pa malo popraskal barvo, je bila po spodnji vojaška. Jasno, zdaj, če pogledamo nekaterih teh vozil, so tako preobremenjena, da kar po stran stojijo, ampak to je bilo takrat edino, kar se je dobil. Požarna zakonodaja je bila tudi malo čudna. Zakoni so bili republiški, podzakonski akti, predpisi, torej pravilniki, uredbe in tako naprej so bili zvezni. Na zvezni ravni je deloval Vatrogasni savez Jugoslavije v republikah, republiške gasilske zveze, v občinah občinske zveze. Ljubljana je imela 5 občin, 5 gasilskih zvez, na vrh je sedela pa mestna zveza. Vendar se pa leta 1974 pojavijo samoupravne interesne skupnosti. Torej sistem, v katerem smo gasilci dobivali izvirni denar. Takrat je delovala še služba družbenega knjigovodstva, plač ni bilo, če ni bil plačan prispevek. Konec komedije, zdaj se da nič igrati. In gasilci smo dobivali določen denar. Pod nadzorom SDK-ja denar je redno pritekal. Lahko smo načrtovali kredite,
opremljanje, vse je bilo, samo robe ni bilo. Takrat se ni dobil nobene pametne gasilske robe, uvoz pa znanstvena fantastika, tržišče pa nikako zadolženo. Seveda so se pojavljali tudi veliki interesi po denarju iz drugih organizacij. Tako smo morali v občini takratni Ljubljana center zelo veliko prispevati za Cankarjev dom. Pa smo rekli, prispevamo za požarno varnost v Cankarjevem domu. Pritisk je bil za gradnjo planinskega doma na Kredarci. Ja, če smo že vsi za varstvo pred požarom, pa dajmo za gasilne aparate. Ne? Opremljenost se je potem počasi začela izboljševati. Zdaj, danes problem uvoza ni več. Kakšno je stanje v Ljubljani? V okviru javne gasilske službe v Ljubljani deluje javni zavod Gasilska brigada, 4 izmene, 34 mož, je 135 gasilcev in 1 gasilka. Torej, imamo tudi 1 gasilko. V Ljubljani deluje 35 teritorialnih gasilskih društev, nekje 3000 operativnih gasilcev in gasilk. V Sloveniji deluje 12 poklicnih enot, tam nekje 700 mož, 2 dekleti, 1400 gasilskih društev, 140-150 tisoč članov. Tukaj se distanciram. Za potrebe usposabljanja imamo na Igu v okviru Ministrstva za obrambo izobraževalni center za zaščito in reševanje z gasilsko šolo. Ima podcentre v Sežani, Pekrah in Logatcu. Letno dobi izobraževalni center za zaščito in reševanje tam 220-230 tisoč evrov sredstev, Gasilska zveza pa za izobraževanje približno 80 do 90 tisoč evrov sredstev. Stanje v svetu, zdaj majčkeno nisem več toliko na tekočem, München leta 2003, čelada, jeklena, kroj, 2. svetovna vojna. Lahko vam svetujem, nikoli ne vprašajte v Münchnu, zakaj imajo te čelade. Ker ste za 3 ure dobri, ker vam bo razlagal, kako je to že njegov star oče nosil, kako je bilo v vojni dobra, je pa resnično iz lastnih izkušenj lahko rečem, ena boljših čelad. Zaščitna jakna, mi imamo 4 slojne, Münchenčani so imeli leta 2003 3 slojne. Se pravi, manj zaščite. Hlače, torej varnostni pas, rokavice, hlače, 1 slojne, mi smo imeli pa 4 slojne. Ampak so mi lepo razložili, da ker imajo samo 1 plast, on na bedrih začuti, da je prevroče, pa se umakne. Prav nek tam, ko si ti zaščiten, ko pa prebije, je pa prepozno. Škornji in 1 milijon klicev na leto. To se pravi na vsake pol minute telefonski klic. Tako, in tu se moje vedenje konča, vaše potrpljenje tudi. Hvala za pozornost in z gasilskim pozdravom na pomoč, na katerega se pa odgovori, naj bo dan ali noč.